No, še preden pa zapade sneg, lahko uživamo v mogoče manj adrenalinskih, a tudi prijetnih jesenskih radostih. In ena od njih je za mnoge kostanjev užitek. Če ga nabirate sami, najbrž že veste, da je zrel. Koliko pa boste zanj odšteli, če ga kupite? Janez Vsenik. Črni prsti so jeseni znak tradicionalnega sladokusca. Ste letos že probali kostan ali še ne? Že. Je treba tako, kot pride ven? Ja. Že Pa ste ga sami nabrali? Ne. Nekateri prisegajo, da je edin res okusen kostan tisti, ki ga nabereš sam. In pri tem moramo opozoriti, da tudi pri kostanju veljajo podobne omejitve kot recimo pri gobah. Vsakdo ga lahko nabere največ 2 kilograma. Če niste navdušeni nad nabiranjem, pa ni treba po kostanu žerjavico. Lahko greste na trg. Kilogram pri nas nabranega kostanjeva stane 4 do 5 evrov. No, branjevke pravijo, da s tem ne služijo veliko in je to bolj stranska sezonska ponudba. Bolj cenjeni maroni so seveda nekoliko dražji. Ta vrsta kostanje raste v toplejšem podnebju, pri nas recimo na severnem Primorskem. In čeprav se mi starejši spominjamo popularnosti lovranskih maronov iz hrvaške Istre, danes večina maronov k nam prihaja iz Italije. Kaj pa kostan, ki ga ne samo nabere, ampak tudi speče nekdo drug namesto vas? V Ljubljani trenutno mala merica stane 4 evre, velika merica 5. In to je v Ljubljani postala že kar tudi turistična tradicija. Came here especially for chestnuts because the friend of mine, she is Slovene and she said now it's the season. Wir haben sehr viel und sehr gerne. Očitno pa se prav zaradi turistov lokacije po zaželenosti precej razlikujejo. Mestna občina prostor za te kioske oddaja prek dražbe in največ so iztržili za lokacijo na Cankarjevem nabrežju, 11.500 evrov za sezono. Le nekaj korakov od starega mestnega jedra na Cankarjevi ulici pa je ta bistveno nižja. Pa se splača seči v žep za merico kostanja? A to je le moje osebno mnenje. Za mene iskreno ne maram lahko stanje. Je tudi čisto legitimno reči. Je pa nekaj časa vladal strah, da v Sloveniji te izbire prihodnje generacije sploh ne bodo imele. Kostanje v rak je namreč kostanje v naših gozdovih precej zdesetkov. Na biotehniški fakulteti, za intervju žal niso imeli časa, so mi povedali, da so kostanjeva drevesa počasi razvila odpornost. Zato pričakujejo, da si bodo v prihodnosti opomogla.